Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 34. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku bomo spremljali zelo pomemben obračun. Pomerila se bosta domači Bravo in Maribor. Nogometaši Brava so se zaleteli na drugo žogo in jo potem tudi uspešno odvzeli. Kramarič na desno, tole bi lahko bilo nevarno, Trontelj je padel, to da ni prekrška, pa Kirm gol! Andraž Kirm Bravo vodi z 1-0. Sijajen zadetek kapetana Brava in tole je darilo Koprčanom. Nogometaši Brava so prišli do vodilnega gola. Prvi gol Andraža Kirma na 20. nastopu v tej sezoni. Skupno 26. zadetek Kirma v prvi slovenski nogometni ligi. V težak položaj spravili Mariborčane, ni prekrška, Kirm pelje žogo naprej, energični so nogometaši Brava. Tu je Kramarič, Kramarič strelja! Še pri žogi Kramarič podaja proti oddaljenejši vratnici. Maribor se je ubranil, to da na tankem ledu hodijo Mariborčani, še en strel! Ali je šlo za 11 metrovko ali ne. Žal, z tega zornega kota ne vidimo dobro. 11 metrovka za Bravo. Dobil je znak Kramarič. Martin Kramarič in gol! Bravo vodi z 2-0. Kramarič je prišel do 5. gola v letošnji sezoni. Skupno svojega 19. v tem tekmovanju in v velikih težavah so Mariborčani. S kakšno potezo tudi poskrbi, da navijači vstanejo sedežev. Maružin. Mitrović ga spremlja, Maružin. Maružin! Prečka! Sijajna obramba Bergsena. Prekrška, tu je Maružin, Nsana ga spremlja na levi, tole bi lahko bilo zelo nevarno. Nsana je prišel do žoge, Nsana Simon išče rešitve, tole priložnost in vendarle ni zadetka, sprožil je Kramarič. V prvem delu te sezone Antolin, tudi pri Mariboru se hitro uveljavil. Antolin pred vrata, tole je dober predložek, Mitrović dobiva skok, Orbanič brani, potem pa gol! Đorđe Ivanović, Maribor je prepolovil zaostanek in vijolice so znižale še pred koncem prvega polčasa. Tretji zadetek Ivanovića v tej sezoni prve slovenske nogometne lige, skupno njegov 14. v tem tekmovanju in z veliko sreče so zdaj. Nikolić, Makumbu, napaka Makumbuja, tole bi lahko bilo nevarno, bori se Maružin, strel proti vratom. Maružin je skušal zapretiti, to da obramba Maribora je zdržala. Zelo neprevidna poteza Antoana Makumbuja in nekako smo dobili dokaz, da se je strah naselil v misli Mariborčanov. Tole je bila velika napaka strani Makumbuja, ki je sicer zelo suveren nogometaš, no zdaj lahko obnovim enajsterici. V zasedbi Dejana Grabiča jasno nobene spremembe ni bilo. Metrovka za Bravo, čudijo se Mariborčani. Ja, kot rečeno, želel sem dejati, danes so imeli nogometaši Maribora res veliko sreče, sicer pa Žan Trontelj ali Bergsen. Trontelj in zelo zanesljivo Žan Trontelj, Bravo vodi s 3-1. Trontelj je podvojil prednost Šiškarjev in tako dosegel prvi gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige, svojega drugega na 71. tekmi v tem tekmovanju. In Bravo je znova podvojil prednost, Maribor pa je v velikih težavah. Nsana zelo gibljiv je seveda Nsana, kako je zdaj izpadel. Nikolić, krasna poteza Nsane, ki poda pred vrata. Nobenega ni bilo na oddaljenejši vratnici, je pa Kramarič prišel do žoge. Nikolić je prišel do žoge.
Nikolić, poiskal je Antolina, pa Mudrinski, krasna žoga Mudrinskega, teda Mitrović do žoge ni mogel in Orbanič se znova izkazal. Ja, v moji družbi še domači strateg Dejan Grabič. Obljubili ste prejšnji teden, da bo Bravo danes drugačen. Obljubo ste izpolnili, povsem drugačna tekma, verjetno kot tista v Ljubljani. Ja, no, če sem bil prejšnji teden, oziroma smo bili vsi skupaj razočarani, smo zdaj presrečni. Ne toliko zaradi rezultata, to je vse super, ampak zaradi potrditve, kaj mi igramo, na kakšen način, kdo smo mi. In pravi igralci so, sem vam že pred tekmo povedal, odreagirali po prvem treningu v tem tednu. Pokazali zrelost, sprejeli kritiko in odgovornost. In to je tisto, kar je bilo danes vidno od prve minute. To je nek komentar. Je tole tekmo zdaj potrebno samo pogledati, še enkrat pokazati fantom in reči, fantje, v sredo povsem enako? Ja, mislim, vse bomo normalno, bomo jo vsebinsko dobro analizirali. Mogoče eden od momentov, ko smo bili v prvem polčasu odlični, imeli 2-0, imeli še 2-3 čiste priložnosti, smo ga dobro preživeli, se pravi, ko to ne zabiješ, ko ne greš na 3-0, bi bila verjetno tekma zaključena in smo znali ohranjati nek razpored, neko dobro mrežo okrog žoge v obeh fazah in to je iznotraj tega agresivnost, intenzivnost, to je tisto, kar nam je v zadnjem času malo manjkalo in zdaj me res veseli, da smo spet pravi. Nekateri fantje, ki ste jih danes poslali v igro od prve minute, so kar navdušili, imate zdaj celo težje delo, kot ste mislili za sestavo, zasedbe, za Koper? Ne, veliko lažje, zato ker smo dobili dodatne opcije, ki so v formi. In ne vem, kako se vam zdaj, Andraž Kirm je fantastično tekmo odigral, to je bilo neverjetno, zelo pomemben člen naše ekipe. Ampak danes skoraj ni bilo, oziroma ni bilo nerazpoloženega igralca, vsi so bili fantastični, ampak niti približno ne bomo euforični. Že zdaj v slčilnici smo zaključali z nekim govorom oziroma nagovorom, da moramo biti pametni, se dobro regenerirati. Nam je pa uspelo spočiti igralce in uspeti tudi zmagati. Če se ne motim, se kmalu spet vidimo v ponedeljek, ko oddaji Pod prečko? Ja, verjetno ja. Če bo nastopil tudi trener Kopra, če ne bo imel prednost 2 ur pri pripravi. Super, najlepša hvala in srečno. Hvala. Lep pozdrav še enkrat z roba igrišča, v moji družbi strateg Maribora Radovan Karanović. Težko je verjetno po takšni tekmi najti besede, ampak vi boste verjetno najbolj vedeli, kaj je danes šlo narobe. Ja, verjetno bi rekel slab začetek tekme. Glih tisto, na kar smo se največ pripravili. Mislim, da smo tekmo zelo slabo začeli in pri rezultatu 1-0 še pride zelo hitro do 11 metrovke in normalno, da nismo več nikak mogli priti nazaj v tekmo in definitivno, da smo bili danes zelo slabi. Poleg dejstva, da tudi 11 metrovke mogoče v določenih trenutkih, ko se želiš dvigniti, enostavno ni šlo. Sami trenerji ne želite radi komentirati sodniških odločitev, ampak stali ste tam zelo blizu dogajanja, vemo, obe 11 metrovki dosojeni po intervenciji VAR-a. Kaj se je dogajalo, kakšen je nekako vaš pogled na ti 11 metrovki? Res še ne bi nič komentiral zdaj v tem trenutku, ker vseeno mislim, da je glava preveč vroča in bom počakal za izjavo za naslednji teden. Aljaž Antolin je po tekmi tule nekako krivdo prevzel na svoja pleča, ampak verjetno tele tekme danes Maribora ni izgubil posameznik, ampak ekipa. Tako, se strinjam, sigurno Aljaž Antolin ne more biti edini krivec za današnji poraz. Jaz sem tisti, ko bom prevzel odgovornost za poraz, ampak marsikaj smo danes igrali kontra tega, kar smo zmenili, tako da tudi tekma je šla v neželjeno smer in enostavno zgodilo se, kar se je zgodilo, za nas zelo slabo. Najlepša hvala in srečno nadaljevanje. Ja, zelo iskren je bil Aljaž Antolin, verjetno tim se boš potem tudi z mano strinjal, da morda vendarle vse krivde ni nekako bilo potrebno prevzeti na svoja pleča, ampak tule je že Mark Španring, ki zdaj prihaja v mojo družbo, verjetno bistveno bolj zadovoljen, tudi bolj nasmejan. Mark, z vidika Brava, popolna tekma. Ja, mislim, da smo dobro šli v tekmo, niso se nam dogajala nobena nihanja.
In tudi po tistem prijetnem golu v zadnji minuti prvega polčasa mislim, da smo dobro pol držali koncentracijo in nadaljevali z agresivnostjo in zasluženo prišli do zmage. Dejan Grabič je po tekmi z Olimpijo dejal, da je pred vami kar naporen teden, da jih boste pošteno slišali. Kaj se je zdaj dogajalo ta teden, da je bil danes tole povsem drugačen Bravo kot proti Olimpiji? Pa mislim, da ne. Mi se skozi držimo svojih principov in ene tekme pač se nam ne iztečejo tako, kot bi se mogle, ampak danes tole mislim, da bo super in da če bomo takole odigrali v sredo, da se nimamo kaj bati. Najlepša hvala. Ja, v moji družbi po koncu tekme Aljaž Antolin. Danes tekma Maribora nekako ne takšna, kot bi si sami želeli. Kaj je šlo z vašega vidika nekako narobe? Pa, prvo bi se rad iskreno opravičil navijače Maribora. Prevzel bom krivdo nase, zelo slabo se jim odigral. Izgubil par takih žog, ki se v sredini ne sme izgubiti, tako da sprejmem krivdo na sebe. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone.